Višja strokovna šola za gostinstvo in turizem Maribor je po izboru Mednarodnega združenja vodilnih hotelirskih šol postala šola leta 2013. Zasluge gredo tako direktorici Heleni Cvikl kot tudi študentoma Juriju Črnčecu in Sari Tišler. Dobro jutro želim vsem trem. Dobro jutro. Pa zasluge grejo tudi seveda ostalim učencem pa in profesorjem, ne, gospod Cvikl. Na kateri uspeh v letu 2013 ste vi najbolj ponosni? No, tako kot ste dejali, šola je izredno aktivna, tako na mednarodnem področju kot na nacionalnem področju in zelo težko je soditi, kateri uspeh. Vsak uspeh seveda doprinese eno dodano vrednost šoli. Vse te mednarodni projekti, nacionalni projekti, katere smo izpeljali, ni samo tale vodilne hotelirske šole iz celega sveta. V okviru tega smo pripravili tudi konferenco v lanskem letu, mednarodno konferenco, kjer je bilo udeleženih 25 udeležencev iz svetovnih držav. No in zagotovo je tudi tam bila študentka, katera je zmagala, Helena Valher, v skupini, projektni skupini, katera je tudi nastopila iz različnih držav. Bila je izbrana v finale in tudi zmagala v tej skupini. Seveda so tudi ostali projekti, kateri so nam doprinesli tole slavo na mednarodnem področju. Med njimi je tudi Luka, kateri je zmagal na Žorž Baptistu v strežnih veščinah. To je na Portugalskem, kjer je pridobil bronasto medaljo. No, ena izmed takšnih strežnih veščin, kot danes Juri pripravlja, kjer se pripravljajo stvari pred gostom. On ima tudi eno medaljo, ne? Seveda, Juri je zmagovalec v oktobru mesecu in sicer na nacionalnem tekmovanju gostinsko-turističnega zbora, kjer tekmujejo študentje v različnih disciplinah za strežbo in sicer med profesionalci. No in med drugim je po točkah zmagal, tako si pridobil naslov državnega prvaka in vstopnico za nadaljevanje tega na Euroskills v Francijo. Juri, skrivnost dobre postrežbe. To znajo ženske včasih ceniti, ne? Seveda, absolutno. Povej eno skrivnost dobre strežbe. Eno skrivnost dobre strežbe, poznavanje hrane in pijače, zelo dobro. Ja. A ni to samo to, kako prineseš? Ne, ni to samo to. Je dosti ostalih stvari, ki se še jih moraš priučiti. Da mi povej, zakaj si se odločil ti za to šolo? Za to šolo sem se odločil predvsem zaradi tega, ker imamo doma tudi gostinski obrat. Za ta poklic pa so me predvsem navdušili starši. Je to po večini razlog, da se študenti odločajo za ta poklic? Ja, večina, ampak nekateri pa predvsem zaradi interesa in takšne imamo najraje. No in naprimer Juri je tudi en takšen, on je nadaljeval srednjo šolo k nam na višjo šolo in kot vidite, se boste sami videli, on ima prirojeno eno to lastnost. Da nekaj zakuri ali kaj? Ne. Pustimo še nekaj za kasneje. Sara pa? Sara je v letošnjem letu, v novembru mesecu in dva sta bila izbrana, drugače bi danes bilo 10 zmagovalcev, katere imamo v vsem tem letu 2013, vendar smo izbrali tiste, kateri so na zadnje. No in Sara je bila v novembru mesecu izbrana za tekmovanje na križarjenju, kjer je bilo mednarodno združenje AIFT, to je eno drugo združenje, o katerem smo prejle govorili, no in je dosegla srebrno medaljo iz recepcijskega poslovanja. Kakšen je občutek, ko dobiš medaljo? Enkraten. Res je nekaj posebnega, neka doživetje, že nasploh na samem tekmovanju in na križarki. Spoznaš ogromno ljudi in je enkratno doživetje, pa še si za to nagrajen in je neverjetno. Kaj si morala narediti? Dejansko sem sodelovala na tekmovanju, na recepcijskem poslovanju. Torej, razrešila sem situacijo za gosti, upravila telefonski klic
To smo seveda počeli v dvojicah, ki smo bili prej žrebani v njih. In kateri so tiste najpogostejše težave, ki se pojavljajo na recepciji in ki jih je treba potem reševati in so najbolj komplicirane? Ja, pritožbe gostov. Recimo, kakšne so? Različne. Lahko se zgodi, da se zgubi prtljaga, lahko da je preglasno v hotelu, da niso zadovoljni za samo sobo, do kakršnih koli komplikacij lahko pride. Je potem takem receptor tisti prvi, ki more situacijo Ja, rešiti? definitivno je prvi receptor, ki je v stiku z samim gostom, ko je najbolj razjezen ali ko kaj ni v redu, ne, tako da vseeno moraš znati z gosti. Je to dobra beseda ali s čim? Predvsem z nasmehom, posluhom in z razumevanjem za gosta, pa seveda za samo rešitvijo. Tega se lahko večino tega, gospod Cvikl, se lahko priučimo, ne? Ja. Nekaj pa je vseeno dano. Vseeno je dano, tako je. In tudi vsi ti študenti, kateri prihajajo k nam na šolo, seveda mi mogoče opazimo, vidimo skozi celoten ta proces in ni naključje, da izbiramo tudi takšne študente, kateri tudi tekmujejo. Seveda so interna tekmovanja. Danes Jurij je pripravil, je flambiral in naredil, kaj? Jaz sem si zapisal, zelo moram pripraviti, sadno-zelenjavna mineštra z lišnikovim sladoledom. Ne gre skupaj tako na posluh, pa vendar gre. Gre, zaradi tega, ker je tudi trend sladic danes modernejši, zaradi tega, ker se uporablja zelenjava, predvsem zdaj v tem času, ko ni sezonskega sadja. Dodal sem malo zelenjavice, pa sadja na koncu še, malo zaflambiral vse skupaj, dodal bom še na koncu sladoled, pa postregel. Zakaj so samo 3 kozarci, mi pa smo 4? Kdo ne bo dobil? Jaz. Lepo. Gospod Cvikl, ostala je minuta in pol. Vi se že veliko časa bojujete s temi novimi prostori, pa me zanima, glede na to, da ima vaša šola veliko uspehov, verjetno imajo posluh na ministrstvu, ne? Zgoraj. Ja, zdaj ne bi rekla, da smo dobili predvsem zaradi uspehov denarna in pa finančna sredstva. Finančna sredstva so bila pridobljena na osnovi razpisa evropskih sredstev, za katere smo kandidirali pred leti in tudi pridobili, vendar po vseh teh kolobocijah in težavah, katere smo imeli, smo končno uspeli te rušitve in seveda graditve, tako da smo že pri drugem nadstropju. In letos šola bo vseljiva? Ja, terminski plan je 2014. Lepo. Torej, letos, pa prosim še na kratko odgovor. Je prihodnost na Štajerskem v gastronomiji, turizem? Gotovo, gotovo. Poglejte, storitveni poklici in storitvene dejavnosti in turizem je izredno pomembna dejavnost. Mogoče se premalo tega zavedamo. Res je. Najlepša hvala vsem trem za obisk v studio in pogovor.